Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Stožic, komentatorskega mesta. Pred nami je še tretja, predzadnja tekma 28. kroga v prvi ligi Telemach. Bravo Koper, izjemno pomemben obračun v boju za evropske vstopnice. Ja, takole vas pozdravljam tudi sam. Žal kljub krasnemu sončnemu vremenu, tudi tem prazničnemu vzdušju, gledalcev ponovno ni veliko. Upam, da se vas je nekaj več zbralo pred malimi ekrani, kajti obračun, ki je pred nami, je res izjemno pomemben. Vemo, da ima Bravo sicer edini od teh klubov, ki so pri vrhu, še obvoznico. Igral bo v polfinalu slovenskega nogometnega pokala 23. aprila z Aluminijem. Nekaj več prostora za Jovana, v sredini Pečar. Dobra podaja, Pečar ima priložnost, Jurkar brani. Odličen protinapad Kopra. Tule se znova ponuja priložnost za Bravo. Pečar, še vedno Pečar. Ivanšek, Ivanšek 1-0 za Bravo. Matic Ivanšek še pred iztekom 10. minute po novem lepem protinapadu domačih asistent Martin Pečar, strelec pa Matic Ivanšek, njegov tretji gol v sezoni in Bravo vodi z 1-0. Tule je sicer Langstrauss, strelec pa seveda Matic Ivanšek. Krasna poteza Martina Pečarja. Tule je vrgel iz igre praktično polovico koprskega moštva s preigravanjem Mittendorferja med nogama, na to potegnil in pred kazenskim prostorom odlično podal na desno stran, kjer je imel dovolj prostora Matic Ivanšek. Takole je zaključil strelom, pa žoga do Nuhanoviča. Nuhanovič, Mijailović mislim, da je posredoval z glavo. Mijailović napaka da boja, toda ni uspel zadržati žoge v svojih nogah. Tule Pečar, Damjanović na Matondoja. Matondo mimo Moređija, Hartkert še enkrat za Matondoja. Matondo in tole bo kot za Koper, na koncu je posredoval Likar. Pripravljen je Brian Odej, dobil je znak, predložek Odeja. Damjanović je prišel do strela z glavo. Sem približal vrhu lestvice in tole pa je zdaj velika priložnost za izenačenje. Isak Matondo, Likar brani, sijajna obramba Uroša Likarja. Jovana, ki ima ogromno prostora. Tule je Gašper Jovan. Faje, obramba Jurkarja, Samonov kot. Enkrat je prišel do žoge, vključuje se Mijailović po desni. Mijailović s predložkom, priložnost in gol! Basiru Ndjaje po podaji Veljka Mijailovića v 4. minuti nadaljevanja oziroma v 49. minuti izenačenje v Stožicah. Zadetek številka 4 v sezoni 24-letnega Senegalca Basiruja Ndjajeja. Še enkrat ogromno dela je tu opravil Rimac, potem pa podal do Mijailovića. Mijailović s predložkom in visok skok ter lestvici marsikaj. Še ena zanimiva podaja za Ndjajeja, krasno Basiru Ndjaje in potem obramba Likarja samo kot. Ko se ne bi, Babula je z 8 goli najboljši snev. Tole je nova priložnost, Longonda v prečko. Visi Bravo. Dobil je Damjanović, poskrbel, da žoga ni prišla do Pečarja. Dvojna podaja Nuhanović, Stanković, zdaj Pečar. Ivanšek se je odkril, tole je Matic Ivanšek, priložnost za Bravo, brani Jurkar, še nevarno in razčistil je na koncu Filip Damjanović. Ndjaje mimo Štrausa, krasna akcija Basiruja Ndjajeja, Ndjaje še vedno, Ndjaje, krasna podaja, Manseri mimo gola.
Lan Štravs, najprej iskrene čestitke za vaš povratek v smislu 90 minut, ki ste jih odigrali, potem, ko ste doživeli zares hudo poškodbo. Najprej, kako se vi počutite po zares zelo dinamični in napeti tekmi proti Kopru? Ja, hvala lepa. Prvo bi rekel, da je bilo za mano res eno težko obdobje, ampak zdaj ga je mimo, zdaj so lepši časi za nami, tako da sem vesel. Glede tekme pa mislim, da smo bili mi prvi polčas malo boljši, oni drugi, tako da je 1-1 pošteno. Začetek tekme je bil povsem na vaši strani, tudi zadeli ste zelo zgodaj, ampak kaj se je potem dogajalo v drugem polčasu? Je bil nasprotnik toliko boljši, toliko agresivnejši ali kako ste vi videli ta del? Ja, Koper ima zelo kakovostno ekipo, zelo individualne, kvalitetne igralce. Mogoče smo malo se povlekli nazaj, oni so dobili malo samozavesti, hitro smo v drugem polčasu tudi prejeli gol, tako da ja, na koncu smo izvlekli piko in zasluženo. Vi sedaj igrate ali na položaju defensivnega veziste ali v osrčju obrambe. Kaj vam je lažje oziroma kje se bolje počutite? Ja, jaz imam tam kam dati primer, ja, to je res. Ampak ja, iskreno se bolj počutim v vezni liniji, ampak tudi na zadnji liniji mi ni težava. Hvala in srečno naprej. Ja, hvala lepa. Aleš Arnold, takole tekma dveh polčasov, najprej je bil Bravo boljši, zadev v zgodnji fazi, nato pa Koper v drugem polčasu, rezultat 1-1 se vam zdi realen po tej tekmi? Ja, jaz mislim, da moramo priznati in reči obe ekipi, da je bil to realen rezultat. Zdaj v prvem polčasu smo bili izredno blizu drugem zadetku, Jurhar odlično posredoval v dveh situacijah in pa imel še res veliko število obetavnih priložnosti. Izredno zadovoljen v prvem polčasu zaradi kombinacije hitrega protinapada in tudi bolj kontinuiranega napada, kjer smo lepo našli prostore nasprotniku in med prostore in prostore na strani, bili dovolj konkretni, dobro kontrolirali naš napad, tako da prvi polčas odličen. Zavedali smo se, koliko ta tekma tudi Kopru pomeni v boju za Evropo in pa za tretje mesto, da je konkurenca v tem izredno huda, zato tudi Koper v drugem polčasu z še nekaj več rizika. Mislim pa, da je tudi eno glavnih razlik v današnjem dnevu, če vemo, da smo pogrešali tako Tojboboja kot Babolaja in Ostrca, se pravi 3 igralce, ki bi nam v drugem polčasu izredno prav prišli, nekateri seveda tudi v začetku tekme in bi dobili nekaj več širine, ki bi nam omogočili, da na tej intenzivni tekmi še lažje pariramo nasprotniku, ki ima po moji oceni morda gre za ekipo, ki je v povsem samem vrhu po individualni kvaliteti, se pravi po igralcih, glede na motorične sposobnosti in glede na to, na tehnično-taktične sposobnosti, kako so sposobni narediti razliko v tem, ko jim pustiš samo delček prostora. Tista prva tekma spomladanskega dela, ko ste konkretno izgubili proti Kopru, ko se nekako niste prebudili, je bila pred tole tekmo zanimiva izjava enega od vaših igralcev, ko je dejal, da sedaj so noge in tudi glava na mestu. Verjetno je to tista razlika kot tista tekma proti Bonifiki, ko je bilo 6-1 za Koper. Tako je. Jaz mislim, da danes je bilo tudi nekaj pozitivne treme, se pravi prave, ker to je vse za igralce, za trenerje, za vse. Čeprav so te visoki rezultati, če pogledate v najvišje lige, so nekaj povsem normalnega danes, ogromno tekem in ogromno stresov in pridejo dnevi, ko si na napačni nogi. Je pa res, da smo se mi zavedali, da to ni naključje. Mi smo odigrali katastrofalno tekmo, prevzeli za to odgovornost, zavedali smo se pa tudi, da je redko katera ekipa, ki lahko naredi tako razliko, če jim to ponudiš. Zato je bil za nas danes tudi neke vrste zrelostni izpit in jaz igralcem lahko čestitam in mi rečem, da so ga opravili. Samo še eno vprašanje. Ko smo vas čakali, da ste prišli na izjavo, ste pokramljali s trenerji mlajših selekcij, ampak ne s trenerjev kadetov in mladincev, ampak predvsem tistih mlajših. Se že gradi Bravo 2035? Nekaj pa, toliko imamo svojih problemov v tem letu, da jih težko sproti rešujemo, da bi toliko daleč razmišljali, se ne moramo pohvaliti, ampak ja, trenerji so, bi rekel, vpeti vsakdanje delo naše in določene stvari, ki se strokovno v njih govorimo, morda med tednom, kaj se dogaja, kaj lahko pričakujemo, včasih na hitro pokomentiramo. Jaz sem v bistvu kot trener 12-13 let hodil skozi mladinski pogon, kot trener kadetov, mladincev, tečkov sem se tako razvijal in vem, koliko mi pomeni vsaka informacija, ki sem jo dobival z vrha. Sem imel to srečo, da sem imel odlične mentorje in mi je to ogromno pri razvoju pomagalo, tako da se čutim tudi sam dolžnega, da kaj vrnem. Aleš, hvala in srečno. Zoran Zeljković, bi lahko za tole tekmo dejali, da se je Koper prebudil šele v 45 minuti? Ja, res je velika razlika prvi in drugi polčas.
prvi polčas smo res delali res neke otroške napake. Nasprotnik bil normalno navaren iz protinapadov, ampak drugi polčas veliko bolje z naše strani, nismo se predali do zadnje minute, iskali zmago in na koncu pač moram biti zadovoljen. V drugem polčasu res tisti zadetek takoj na začetku drugega polčasa vam je nekako dal krila, pa tudi verjetno dve menjavi, ki ste jo upravili, oziroma še preostale menjave, ki ste jih naredili v drugem polčasu, so tisti jeziček na tehtnici, da smo gledali boljši Koper v drugem polčasu. Sigurno menjave so vedno zelo pomembne, ni isto ali padeš ali dodaš gas, po domač povedan, ampak ja, Bravo je, veste, zelo dobro organizirana ekipa. Tako kot sem rekel, imeli smo res drugi polčas kar nekaj priložnosti, da bi lahko odnesli 3 točke. Nismo, vemo, da tukaj ni lahko zmagati. Imeli smo tudi dolgo pauzo, tudi to nam ni šlo na roko, ampak konec koncev nismo izgubili. Vedno igralcem govorim, ko ne moreš zmagati, ne izgubiti in gremo naprej. Ja, omenili ste daljšo pauzo kot vsi preostali prvoligaši, en teden več zaradi tiste tekme, ki bi morali odigrati proti Domžalam. Torej je te 3 tedne slabši niz zaradi netekmovalnega dela pri Kopru? Jaz sem bil že zelo razočaran, ker sem pač zvedel, da Domžale ne bojo nadaljevale prvenstva, kajti vedno nekdo počiva in zaradi tega sem si želel, da to končamo in pol, da se izide. Ampak ja, to ni v naših, bom rekel, nismo mi odgovorni za te stvari, tako da sigurno se pa ta pauza pozna. Sem imel občutek, da smo zopet začeli prvenstvo. Ja. Samo tole me še zanima, zelo blizu Mariboru ste drugemu mestu, koliko igralcem sploh dovolite sanjati oziroma razmišljati o tem, da ste zelo, zelo blizu drugemu mestu oziroma predvsem Evropi na koncu? Mi bomo probali biti čim više, vsako tekmo iti na zmago in imamo še 8 final, tako da bomo videli, kam bo to nas na koncu prineslo. Zoki, hvala in srečno. Hvala tudi vam. Fran Tomek, tekma proti Bravu, zagotovo tekma 2 polčasov. V prvem polčasu je bil Bravo boljši, nato pa v drugem Koper precej boljši nasprotnik, ampak 1-1. Ste zadovoljni s tem rezultatom? Borbena utakmica od samog početka. Normalno oni su krenuli življe, mi smo malo uspavani bili. Nismo zadovoljni ovim bodom, naravno. Ne možemo biti, imali smo prilike za okrenuti utakmicu i 2-1 i 3-1. Nažalost, to je nogomet, vratiti se drugačije, ali nećemo se žaliti. Idemo dalje, idemo skupljati bodove i boriti se za Evropu. Kakšna so bila navodila trenerja med polčasom? Na začetku drugega polčasa, kot bi strani Kopra prišla povsem druga ekipa na igrišče. Da, slažem se. Pa ništa, da se razbudimo, da budemo malo borbeniji, da se rastrčimo. Uostalom i zamjene su nam donijele tu svježinu koja nam je trebala. I ništa. Mislim da je trebalo tako nastaviti do kraja, imali smo šanse i nažalost to je nogomet. Fran, hvala in sretno. Hvala i vama isto.